Kaj vas je navdihnilo v zgodbi Coco Chanel za dramsko besedilo? Ja, najprej moram povedati, da sem se pravzaprav odzvala vabilu, torej da bi napisala besedilo o Coco Chanel in moram reči, da me je to povabilo seveda presenetilo, zato ker nisem nikoli razmišljala o Coco Chanel kot o liku, gledališkem liku. Potem sem pa začela z raziskovanjem, prebrala sem res ogromno materijala in tisto, seveda mi vsi vemo, kdo je bila Coco Chanel, ne? Torej ikona, modna ikona 20. stoletja, uspešna ženska. Bore malo pa vemo, kdo je pravzaprav res bila, torej ta njena intimna plat, njena resnica, tisto, čemur se je mogoče bolj izogibala v javnosti. In pravzaprav, ko sem prebirala te neskončne materijale, sem naletela na dve njeni misli in ena je, spodletelo mi je kot ženski. Ta misel, moram reči, da me je pravzaprav prizadela in tudi spodbudila k razmišljanju in k enemu poglobljenemu psihološkemu raziskovanju tega lika. Seveda pa, tu se spet postavlja vprašanje, koliko zares vstopamo v konkretni lik, torej dejansko v Coco Chanel, ali gre pravzaprav za eno fikcijo, ne. V kakšnem smislu gre za psevdobiografijo? Ja, prav v tem, ne, da na eni strani mrgoli teh podatkov, teh biografij, enih znanih citatov, ki jih imamo na voljo, po drugi strani pa neki namigi, neke slutnje, ki jih imamo, ali pa tudi podatki o njenem življenju, o njenem intimnem razmišljanju, o njenem intimnem čustvovanju, ampak mislim, da pravzaprav kakorkoli že obrnemo, nikoli jaz kot avtorica ne morem reči, da to, kar sem res zapisala, je Coco Chanel. In zato to ne more biti biografija, ampak psevdobiografija, torej pravzaprav, dajmo reči, da sem ta material Coco Chanel prelila skozi me in poskušala nekako izpisati ne samo njeno zgodbo, njeno čutenje, njene notranje svetove, ampak dejansko najbrž tudi moje, skozi moj zemljevid opazovanja in predvsem skozi neko, dajmo reči, kopreno ali pa skozi neko videnje sodobne ženske. Verziji se v besedilu prepletajo s prozo. Katera je vloga teh mediger? Mislim, da je nastalo pravzaprav, celo besedilo je zelo poetično na nek način, prav zato, ker se dotika teh razplastenosti, tega notranjega občutja, tega notranjega stanja. Tako da, in ko pride človek, se mi zdi, pravzaprav tudi Coco Chanel je napisana v drami, to je njen zadnji, dajmo reči, nek zadnji obračun pred smrtjo. Se mi zdi, ko pride človek v eno tako situacijo tega samoizpraševanja, se dotika tistih plasti, ki so mogoče zelo težko ubesedljive in zato je tukaj tudi toliko poezije. In mislim, da je tudi ta material, če rečem, ali pa besedilo samo kot neka predloga, prav zato lahko tudi doživi en polet v druge jezike, odrske jezike, gledališke jezike, ne nujno besedne. In torej, da pravzaprav ulovi prav to tvarino poetičnega. In se mi zdi, da lahko prav skozi to pravzaprav ta intima, globoka intima še najbolj spregovori in nagovori vse nas. Je Coco osvobodila ženske, da bi najprej osvobodila sebe? Ja, Coco je osvobodila ženske korzeta, torej v bistvu se upirala vsem nekim diktatom tradicionalnemu. Seveda, prav gotovo je to bilo tudi v njej, njen karakter je bil tak, ne, provokativen, neulovljiv, pravzaprav se je upirala diktatu in
Ja, na nek način je osvobodila žensko korzeta. Vprašanje, ki si ga pa mi postavljamo v tej predstavi, pa je, ali se je res lahko osvobodila in ali se sploh lahko človek osvobodi enih notranjih spon, enih korenin, enih vzorcev ali pa enih zgodovin. Tako da to je vprašanje, ki si ga postavljamo in upamo, da si ga bodo tudi gledalci in gledalke z nami postavljali in zakaj ne, mogoče tudi na ta vprašanja odgovorili. Kdo je videl Coco je bila pesem, ki jo je Gabrielle pela, preden bi postala Chanel. V njeno življenje je v določenem trenutku vstopil tudi skladatelj Igor Stravinski. Katera je v vaših mislih lahko glasbena kulisa te zgodbe? Ja, Kika Vu, Coco, to je res pesmica, ki jo je Gabrielle Chanel pela kot še, dajmo reči, aspirantka, pevka. Želela je nastopati oziroma je nastopala v kabarejih, ampak si je tudi predstavljala, da bo njena kariera nekako zapeljala v to smer. Zdaj pa, kar se tiče, in to smo seveda nekako parafrazirali, kdo je videl Coco, v tej pesmici originalni gre za psa, ne, za kužka, za pudeljčka, ampak seveda mi v tem prenesenem pomenu iščemo pravzaprav odgovora, ne, kdo je bila zares ta Coco. Predvsem ona išče ta odgovor. In glede glasbe, če mene vprašate, katera je tista glasba, ki jo slišim, nedvomno je to glasba iz filmov Kišlovskega, recimo. Tako da jaz slišim to glasbo, ampak slišim pa tudi veliko tišin. In prav te tišine se mi zdijo v tej predstavi zelo pomembne.